Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas, kjer se bomo danes ponovno poglabljali v zgodovino. Konkretneje v zgodovino Pirana. Z mano je namreč raziskovalka, nekdanja učiteljica Danijela Paljaga Janković. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, tokrat ste se lotili kamnitih spominov. Spominov, ki jih v Piranu lahko občudujemo na raznih stenah, čeprav verjetno marsikdo hodi mimo in jih sploh ne opazi. Kdaj ste se sami pravzaprav začeli poglabljati v zgodovino Pirana? To vendarle ni vaša prva knjiga. Ni prva, ampak vse to se je začelo v zvezi s to knjigo, s temi kamnitimi spomini, leta 2019. Skupaj z bibliotekarjem, knjižničarjem Andrej Preložnik iz Univerze na Primorske, ki na nek način me je na začetku bil mi je mentor in mi je pomagal, da bi se začela skupaj ukvarjati s to tematiko, ker Piran ima veliko teh kamnitih plošč, tudi bronastih, in tudi druge epigrafe, ki so ali na steni ali na platnu, katere sem potem zbrala. In to se je začelo za dneve Evropske kulturne dediščine. Tako da sva skupaj imela dva vodena ogleda, eden v italijanščini, eden v slovenščini, normalno Andrej je imel v slovenščini. In tako da se naši privrženci, rezidenti, ker je to namenjeno rezidentom, da se izobražujemo vsi skupaj, kaj vse skriva naše mesto in katera je njegova dolgoletna zapisana zgodovina. V kamnih je zapisana od 1291. Se pravi, imamo najmlajša plošča je 2019. Ste jo mogoče postavili vi, ravno s tem namenom, ko ste rekli, ste začeli takrat? 19. je ta plošča, je zanimivo in jaz sem jo vključila v to zbirko. Je posvečena Maxi Rojcu iz Izole, je bil Izolan, je bil ustanovitelj kluba Ribari, se pravi ta nogometni klub, fudbalski klub, in ta starejši gospodič je dobil službo v Piranu v svojem skoraj 50. letu življenja. In nažalost je umrl v Piranu. In na tem mestu, kjer je on umrl, njegovi prijatelji so postavili eno ploščo, majhno, in skoraj nevidno, ampak Andrej jo je našel, in sem jo zabeležila, ker se mi zdi, da čeprav ima samo ime in priimek in podpis in pečat tega kluba, popolnoma ustreza namenu skozi zgodovine teh plošč, teh napisov, takih napisov. Ti napisi so skozi zgodovino hoteli uveličati, ali je osebnost pomembno, ali dogodek, ali če je bila zgrajena ena pomembna stavba, pa spomniti se, kdaj je bila zgrajena, kdo jo je financiral, zakaj in komu je namenjena. Ali če se je hotelo pa obeležiti kakšen poseben praznik, dogodek, tudi legenda, ki se je usidrila kako bi rekla, v srce tega ljudstva, ki je tam živelo, rezidentov. Naprimer, da bi bila bolj konkretna, kot Piran, stari Pirančani so verjeli, da sveti Jurij je na njihovi strani in da jih varuje skozi vsa stoletja.
Je tudi zavetnik cerkve. In je zavetnik cerkve, ja, ampak je postal šele v 13. stoletju, 14. stoletju, to je 1343, naj bi na noči julija, 21. julija, rešil 2 ribiča, ki sta bila na morju v enem izjemnem neurju. Danes mi vemo, da imamo taka neurja tudi, ne, in morda bodo še bolj. Ne? In ta 2 ribiča sta se pomolila v svetemu Juriju, naj jim pomaga, čisto tako. In on se res pojavil, ne? Razteral vse oblake, strele in tako. Ampak je tožil, da hiša je njegova hiša v slabem stanju, čeprav ni bila njemu posvečena. In takrat so posvetili tudi, potem so res popravili cerkev, ne? In 1 leto pozneje, 1344, je bila narejena v gotskem stilu, so jo odprli, na novo blagoslovili, ne? In ta legenda se vleče skozi stoletja, tako da ob stoletni obletnici 844 so Pirančani postavili še eno ploščo, ki dokazujejo, da ostanejo verni svetemu Juriju, ne? In naj jih sveti Jurij čuva od vsega zla. Ne samo to, ampak na samem Tartinijevem trgu, kakor veste, sta 2 monolitna stebra. Na enemu, ki je posvečen svetemu Juriju, je tudi tam prošnja, molitev svetemu Juriju, naj obvaruje zemljo in Pirančane. Oni se bodo v zameno molili za njega, ne? Bodo mu posvetili svoje molitve. Evo. Mogoče so ravno zdaj po neurju začeli renovirati tudi stolp za to, da bi se spet svetemu Juriju ponovno poklonili. Ja, stolp je posvečen arhangelu, ne, nadangelu, Mihaelu, da ne zgrešim, Gabrielu. Ne smem reči na glas, malo pozabljam, ne. Ampak dolga leta že skozi špranje, fuge, ne, dežuje noter v zvoniku in je nujno potrebno, da se restaurira. Jaz ne vem, kdaj je bil nazadnje restauriral. Dejstvo je, da tam stoji od leta 1609. Ne? Delo Bonfante Torre iz Venecije in Jacopo Nodari iz Kopra. Ne? Tako da sta skupaj dvignila tak po vzoru stolpa zvonika na trgu Svetega Marka. V Benetkah. Ja, v Benetkah. Ampak naš je originalen. Zvonik Svetega Marka se je 1911 zrušil in so ga na novo rekonstruirali. Naš pa ima 400 leti. In več. In upamo, da doživi še kakšnega. Ja. Glede na to, da je sicer že sveti Jurij tisti, ki je obvaroval pred nevihtami, ampak je mogoče tudi kateri od napisov posvečen kateremu dogodku. V Piranu vemo, da so plime, visoka voda je zelo pogosta. Je mogoče tudi kakšno obeležje, ki mogoče piše o tem, kdaj je bila najvišja? Ja, evo, vidite, dobro ste me spomnila, to obeležje sem zasledila na Facebooku. Nekdo je dosti desetletij nazaj slikal eno majhno ploščo, ki se je morala nahajati nekje ob Mandraču, morda pod palačo Barbojo Travezini, ne, je take kvadrataste oblike in piše, je črta in piše, do tukaj je prišla voda 1894. Ne. In to pomeni, da sigurno en meter nad Nabrežjem danes je stala ta plošča in je zabeleženo. Imamo pa pri akvariju tudi zabeležko, tudi
par desetletij nazaj, 1991 ali 92, tudi ko je bila ena velika plima in je tam zabeležena, je plastična, ne? Ni taka, ta je bila lepa kamnita. Ker nisem mogla dobiti nobenega druge fotografije, razglednice, ki to pokaže, da se vidi točno, kje je stala, jo nisem vključila. Ampak izgleda, da so se take situacije, nevšečne situacije dogajale zelo pogosto, ne zelo pogosto, ampak občasno so bile res zelo težke situacije, ne, z visoko plimo, veliko vode po ulicah, po Piranu. Pa je bila sicer voda tisti edini problematični del narave, ki bi ga obeležili v kamnu, ali so bile kakšne druge nesreče, potresi, mogoče obeležje glede kakšne vojne, upada, napada, kaj takega? Kaj takega ni, ne. Dejstvo je, da Sveti Jurij predstavlja heroja, ki zmaga nad vsake vrste nesreče, ne, perikolo, kako se to reče, ne. Torej je zelo zmagoslaven. Ja. Ali on torej prevladuje? Ne, on je metafora tega. On je metafora tega. To, kar je bilo najbolj težko, kar se je dogajalo, so bile kuge, epidemije, različne, raznorazne. In Piran je bil, kakor veste, do konca 19. stoletja zaprt znotraj svojega obzidja, ker je v drugi polovici 19. stoletja občinski svet preprečil, da se vzame material obzidja kot material za gradnjo osebnih hiš, ne, hiš, tako da je preprečil, je kaznoval, je celo popravil, veliki restavr je prenova tega obzidja se je zgodila v času Jugoslavije, tam 60. leta in tudi izkopine pa so raziskovali, ne. Ampak če razmislimo, da so mesto je obdajalo obzidje in so se zapirala ta vrata in nihče ni šel ven in nihče ni mogel priti noter, tako da je Piran na nek način tudi bil varen pred kugami, pred epidemijami, ne. Je imel malo mrtvih. Dejansko velika cerkva Svete Marije od Zdravja na sami Punti je bila zgrajena konec 18. stoletja, prav in posvečena Marijo zdravja, ne, da kot zahvala, ker je bilo malo mrtvih v mestu zaradi kuge. Evo, ne. Drugače stara cerkvica, prvotna cerkvica na Punti je bila cerkvica Svetega Klementa 1274. Sama na vrhu, ne, na čeri med morjem, ne, je čuvala in to je Sveti Klement papež, ki je hkrati tudi eden od zaščitnikov pomorcev. Ne. Kaj pa se je zgodilo s to cerkvijo? Se je zrušila sama od sebe? Se je porušila? Ne, ta velika cerkva Svete Marije je pogoltnila, ne, to majhno cerkvico, jo ni več. Iz te cerkve je ostalo zvono, bronasto zvono. Upam, da bo tudi restavriran, ker zdaj poteka prenova hiše svetilničarja in del bastiona tudi, ne, na katerem stoji pravi svetilnik danes na Punti. In v zvoniku, ki je neogotski zvonik, je šele sredi 19. stoletja bil zgrajen na mestu starega zvonika, prejšnjega, ki je bil za cerkev Svetega Klementa, ne. In v tem zvoniku je ta zvon. 1510 je datum.
In konec 15. stoletja je bila cerkvica svetega Klementa bila renovirana, restaurirana. Pozneje pa v baročno obdobje je bila zgrajena ta velika Dongeti, je bil arhitekt bil mojster, niso bili arhitekti, pa je zgradil cerkev, kakor jo vidimo. In to je zanimivo, ne, ker mi imamo na samem hribu Pirana eno ogromno cerkev, ne, velik zvonik, velik baptisterij, na Punti veliko cerkev, ne. In porodila mi se ideja, da so Pirančani res bili tako ponosni. Ponosno mesto, ponosni meščani, ne, ki se niso bohotili z bogatstvom, ne, so bili zelo delovni, malo plemstva je bilo v mestu, zelo malo, ampak je bilo bogatih meščanov tudi, zahvaljujoči soli, ne, in trgovino s tem, potem trgovina z slano ribo, z oljem, z vinom in različnimi proizvodi, tudi z lesom, tudi s kamnom so trgovali in so želeli tudi pokazati to svojo moč. Tako da je predimenzionirana cerkev na samem hribu, ampak vi jo vidite od vsepovsod, ne. Iz Trsta jo vidite, če je lepo vreme, ne. Iz Belvederja nad Izolo je prvo, kar vidimo, ko se spustimo proti Piranu. In tako da se mi zdi to obeležje, te veličine, te pokazanja moči, mi smo močni. Mi smo močni, mi smo Pirančani, mi smo tukaj in ljubimo naše mesto, ne. In jaz, ki sem prišla šele pred 30 leti stanovati in pred skoraj 50 leti tudi delati, ne, v Piranu, lahko rečem, da sem začutila ta ponos, skozi leta sem začutila. Danes z veseljem ugotavljam, da so mlajše generacije ponosne, da živijo, da so se rodili v Piranu, da je Piran njihovo. In zato smatram, vi ste me na začetku ste rekla, ni prva to knjigica, ki je išla. Zato nekako čutim to dolžnost in skupaj z skupnostjo Italijanov, ki je zelo bila dovzetna do mojih predlogov, da širimo to znanje o Piranu. Čim več, ne, o tej naši dediščini. Piran je res, res zelo, zelo bogat. Hodimo mimo teh plošč, ne vemo, komu so posvečene, piše v latinščini, ne vemo, kaj pomenijo, niti jaz. Ne, pišejo v italijanščini, italijanščina je tudi tuji jezik, ko imajo v Piranu, ne. In tiste, ki so pa dvojezične, jih je zelo malo, ne. Ne zelo malo, ker niso hoteli, ker res so ostale samo te, kar jih je, ne, od samoupravljanja in še kakšno bolj mlada, bliže nam, ne, ki je dvojezična. Ste bili mogoče prvi, ki ste se odločili popisati sploh te kamnite napise? Ste morali res brskati po arhivih ali je kdo že pred vami tudi to proučeval? Zelo sem hvaležna za to vprašanje. Mislim, da sem prva, da jih je zbrala toliko. Nisem prva, ki sem se posvetila tem napisom. Ne, so strokovnjaki, so arheologi, ki so se posvetili, so si zbrali par teh napisov, pa so analizirali in jezik in iskali, kdo je narekoval tekst. Tako, na primer, arheolog Pobežin, doktor Pobežin, ne, in skupaj z eno svojo sodelavko. In mi je bilo od veliko pomoči te študije, ne, ampak je vse skupaj 2-3 študije o teh napisih. Jaz sem jih izbrala pa 88 med temi, ki res danes jih vidimo. In sem zabeležila tudi tiste, ki so bile uničene. In zakaj so bile uničene, ne. Je teh veliko? Ni veliko, pa jih je, ne. Ni veliko. Jih je od 88 več kot 13%. Ne. Ampak vsaka oblast je naredila, je dodala
kakšno razbito ploščo. Ne. Tako da, Je bilo torej to predvsem ponavadi stvar menjave oblasti, Tako, ali zaradi tako. tega, ker so se tudi hiše kdaj rušile, obnavljale? Tega ne vem. Tega ne vem, ne, ker so se rušile kuće. Hiše pa se niso, v Piranu se ni bilo rušenih veliko hiš. Ne. Je zelo gosto naseljen Piran, držijo se hiša do hiše, kakor veste, vsaka hiša ima samo 3 zidove, ker 4. pripada drugi hiši in 4. pripada drugi hiši in tako smo vse naslonjene ene na drugo. Lepo bi bilo, če bi bili tudi tako naslonjeni rezidenti eden na drugega, ne, da čutimo. In upam, da to bo pripomoglo, da se res čutimo vsi del tega. Ne. Naprimer, prva skalpelirana, ampak ni prva, sigurno, ker so ene plošče skalpelirane popolnoma iz baročnega obdobja. In sploh ne vemo, kdaj so jo skalpelirali in zakaj. Ampak ena krasna plošča je kot stranica pulta v Pomorskem muzeju, ki je blagajna. Naprimer, krasna, baročna, evo to mi je kustosinja Duška Žitko pojasnila in ne vemo pravi, kdo je skalpeliral. Ampak na Portomarčani gor napis je bila zgrajena konec 16. stoletja in je bila skalpelirana v času Francozov. Giacobini, ne, v Piranu, ki so bili pristaše Francozov in Francozi so zmagali nad Serenissimo, ne, in niso bili pristaše Venecije, ti Pirančani, so bili proti Veneciji in so skalpelirali tekst. Ne. Pozneje, ko je padla Avstrija, so Italijani umaknili vse te plošče, ki so proslavljale zgraditev, naprimer zgraditev nove občinske palače 1879, ne, je bila plošča v latinščini, ki je spominjala na graditev nove občinske palače, na rušenje stare iz 1991, jo imamo v atriju občine. In je bila Deruto vetere, ne, Pirančani so rušili staro, da bi lahko zrasla velika nova stavba. Evo. In Italijani so jo umaknili, ker je bila iz časa Avstrije. Najbrž so umaknili tudi eno ploščo, ki jo ne najdemo več, katero en privatnik iz družine Bruni na 9. korpusu bivše Carrara Grande ulice, ne, ta toponomastika, križam v knjigi staro toponomastiko z moderno toponomastiko, ne, tako da dajemo nekako eno tretjo dimenzijo tudi imen, načinu imenovanja ulic v različnih obdobij. In je taj Giuseppe Bruni dal vklesati eno veliko ploščo v spomin obiska cesarja Leopolda I. avstrijskega, ki je prišel v Piran 1801, ne, in on ga je gostil v svoji hiši, ni bilo hotelov, ne, ni bilo turizma še v Piranu. Čeprav je bilo veliko ljudi, ki so potovali iz Avstrije, iz Nemčije in so pustili risbe in slike tudi o Piranu. Piran je bil zelo tako pitoresko, ne, tudi romantičen, je bil zelo zanimiv, ne, s svojo podobo. In ta plošča je zabeležena v sveskama Bartolomeo Tamaro, ki jo zabeleži, ker nadvojvoda avstrijskih konec 19. stoletja, ne vem kateri, se ne spomnim, morala bi pogledati, ne, ampak kdo bo kupil knjigo, bo sigurno to prebral, je prišel z Dunaja s svojo družino, da bi nekaj tednov počival v prvim termama v Portorožu. In ker je vedel, da ta njegov stric je 801. bil v Piranu
je poiskal, kje je ta plošča in jo je prepisal in je ostal v meditaciji pred tom ploščom in ganjen je odšel iz te hiše, iz tega predverja hiše, ne, potem, ko se spominjal njegove družine, kako se to že reče. Evo. In Bartolomeo Tamaro to zabeleži skoraj 100 let pozneje, ne, malo manj kot 100 let. In je bilo brskanje po različnih spisih, ne, te note storiche di Bartolomeo Tamaro, ki hrani Pomorski muzej. In najbolj dragoceni je bil spisek vseh teh 62 ploč, ki je naredil Arturo Rosso. Drugače je bil ena vrsta tajnika, pisarja, občinskega pisarja. Ne. Umrl je 1954. In rojen 1870 v Piranu, poročen 1894-95. Njegova priča je bil niente meno che župan, odvetnik Domenico Fra Giacomo. Eden od tistih županov, on je vladal v Piranu v svojem življenju več kot 20 let, ampak ne kontinuirano, ker je vmes tudi izgubljal na volitvah, ne? Ampak in je bil prvi župan takoj po vojni z Avstrijo. Veliki Italijan, veliki redentist, ampak veliki ljubitelj mesta in se je založil ogromno, da bi temu mestu zagotovil veliko pristanišče, velik pomol, 2 pomola, ne, sodišče je dal zgraditi, je uspel, ne, veliko stvari je naredil v Piranu, da bi, nažalost, on nima nobene plošče. Zato sem si ga želela se zapomniti njegove vloge. Tako da Arturo Rosso, ki je imel kot priča tega župana, ne vem ne kdaj, ne kako, ne zakaj, je on zabeležil vse te napisne plošče in prepisal tekste. Tako da je bilo ta dokument, ki je par listov, ne, je ležal v knjižnici Arheološkega inštituta v Piranu, ne, v kosih. Ne. Jaz sem imela možnost to pregledati, zahvaljujoči mojemu mentorju, priložniku, ne. In potem narediti primerjavo s tem, kar je on napisal takrat in zabeležil, in kakšno je stanje danes, ne, v 21. stoletju. Tako da je bilo lažje ugotoviti, katere so zginile, na primer v času Italije, ker oni jih je beležijo, ne, zaradi tega, ker so avstrijske so bile umaknjene, ne. Nažalost pa nimamo beležke po vojni. Ne, po vojni. Po kateri zdaj? Po drugi svetovni vojni. To se pravi, da on je to sigurno beležijo tam od 1930 pa do 40. je zapisal vse te plošče. 54 je umrl, pa evo. Nič ne vemo o njem, nič ne vemo o njegovi družini, niti če je imel otroke. Našla sem njegov grob na pokopališču. Te zadnje so verjetno dobro zapisane, ampak omenili ste, da prvi kamniti napis, če sem prav razumela, je iz 12. stoletja. 13. Konc 13. Ja. Čemu je pa namenjen? Ja. Je proslavlja graditev prve občinske palače in Piran se je predal, ampak ne predal v vojni, je prosil, da bi pripadal Beneški republiki 1283. Do tistega trenutka glavna oblast je bila oglejska patriarhija, ne patriarhi Ogleja. In čeprav bodo vladali nekaj desetletij skupaj, ne, si bodo delili to oblast, in Gastald, oglejski predstavnik teh nadškofov
v Ogleju in ki so hkrati predstavniki nemškega cesarja, ne, tako da malo vidimo, katere so bili ti odnosi v tistem času, ne, Benetke so dale zgraditi izven obzidja prvo občinsko palačo. In ima eno simboliko neverjetno, ker izven obzidja pomeni, da bo za vse, ki so zaprti, ki ga zapira obzidje, ne, za vse stanovalce, ne stanovalce, meščane, ne, tega malega mesta. Evo. In podestat je bil Matteo Manolesso, narekoval je tekst, ki mora biti zapisan na tem kamnu. Zapisal ga je Paolo, ne, točno kako je bilo narekovano. In hiša, ki je v službi vseh, je posvečena Kristu. Ne. Vemo pa, da za graditev te palače je bila narejena ulica Carrara Granda, danes 9. korpus, največja ulica, ki iz trga gre do hriba in poveže mesto s podeželjem, ne, evo, je bila takrat zgrajena, ker drugače ne bi mogli pripeljati toliko materijala za graditev. Je nastala, bi bila v primeru današnje palače morda malo več kot 1/3 današnje palače. Bi bila to velika, morda malo, niti pol, ne, niti pol. Ker danes velikosti. Ni več te hiše. Ni več te hiše, ne. Nekateri arhitekti kot Bernik zelo obžalujejo, da je bila porušena, ne, v času Avstrije. Ja, ker to je bil potem, bi bil celoten Mandrač in pogled na Mandrač bi bil čisto venecijanski, ne, kotiček. Med temi mesti našimi slovenskega primorja, ne, slovenske obale, bom rekla, ne maram te definicije, ne, Istre, severne Istre, je morda najbolj venecijanski, ne, Piran, ker je ohranil dosti teh pričevanj arhitektonskih, ki govorijo o Benetkah. In tudi način, kako se je ohranilo mesto, ne, ker ima veliko teh obokov, veliko teh, jaz sem štela te različne pod hišami, ne, oboki, ki grejo pod hiše, ne. Samo v predelu Punte, več kot v rejonu Punte, ne, je razdeljen na 3 rejona, Piran, Punta, ne, Marčana in Borgo izven Marčane, se pravi, ne, novejši del, ki nastaja v 19. stoletju predvsem. In v sredini pa, v sredi je Portacampo, kjer je Mandrač, danes Tartinijev trg, palača, občinska palača in okoli bivšega Mandrača vse hiše, ki so, ali so gotske, ali so baročne, ne, hiše, ali poznejše, kot sodišče 1891. Ne. In zaradi samega sodišča so zrušili pa skladišče žita in zastavljalnico, ki so bile stare iz 1301-1303, ne, ko so bile zgrajene te stavbe, zelo pomembne za mesto. Ne. Fondako, skladišče žita, je bila zlata rezerva v času suše, poplav, epidemije, kuge, siromaštva, vojne, ker s tem se je balansirala cena kruha in je občina dajala na tržišče, prodajala po določeni ceni, ki je bila sprejemljiva za vse. Evo. Blagovne rezerve. Blagovna, ja. Sicer pa velikokrat ste zdaj že omenili obzidje kot nek zelo pomemben mejnik Pirana. Ja. Ali mogoče tudi na samem obzidju najdemo kak napis? Ja, ni napisov, so grbi.
so grbi in je kakšen datum, ne? In so grbi podestatov, ki so dali prenavljati, dograditi, popraviti obzidje. Ja. Lahko delimo, je zelo težko, ni pravilno, če rečemo, da Piran ima 3 obzidja, ne. Ampak za lažje razumevanje, kadar na primer vodimo turiste ali naše someščane, rečemo, prvo obzidje je zajelo en del okoli današnjega trga 1. maja, ne, in proti Punti. Ker tudi 1. maj ni bil trg, je bil majhni Mandrač. In morda tam je bilo prvo jezgro samega Pirana. In je bilo obkoljeno z obzidjem. So najdeni prav na tem območju ostanki enega zidu, rimskega zidu celo. Tako da prvo jezgro je sigurno na tem predelu. Potem se je mesto širilo na polotoku, ne, proti Punti se širilo in potem je začelo se širiti tudi proti današnjemu trgu, Tartinijevem trgu, ne, se širijo. In je prešel z one strani starega Mandrača šele po 1450. Ne. In so zgradili še obzidje. Imamo v Carrari di Raspo, danes Rozmanova ulica, celo dvojna vrata, ne, imamo 2 gotska vrata. Prva, Rasporška vrata, ki so čisto blizu, 50 metrov od Tartinijevega trga, in potem zgoraj, na samem obzidju, ki je še ohranjeno, ne, zadnja, druga Rasporška vrata. In je povezala mesto spet z hribovjem, ki gre do Belega križa in se poveže pol z teritorijo. Je bilo vse, celotna teritorija. Moramo vedeti, da kmetje so živeli v Piranu in so vsak dan šli na svoje imetja izven obzidja. Ne. Določena obdobja so tudi živeli na sami kmetijah, ko je bilo veliko dela na poljih, ali pa so istočasno živeli v solinah, ko so se selili obdelovati sol v solinah. Ne. Tako da kmeti so tudi solinari, ribiči pa so ribiči, predvsem samo ribiči, ne, redki so bili tudi solinari. Zdaj, če prav razumem, danes je občina Piran precej velika, ampak vi ste se pa verjetno osredotočili predvsem na samo mesto Piran. Ja, jaz raziskujem predvsem zgodovinsko jezgro. Ja, ja. Tako tudi z Andrej Preložnikom smo naredili 2018 tudi, kako bi rekla, laboratorij z meščani. So se naši meščani vpisali v naše laboratorije, ki so trajale nekaj mesecev o raziskovanju in smo raziskovali skupaj ostanke obzidja v samem mestu. Ne. Smo hodili noter v hiše, smo slikali te kose obzidja. Imamo hotel Pačamama, ki ima v Trubarjevi ulici, ne, pred Porta Campo vrata, poljska vrata, kako so prevedli. In ko so restaurirali te 2 stare hiše, so postale hotel, so našli, da en zid je obzidje. So ga samo očistili in so del teh sob kot okrasje teh sob. Je prelepo videti te sobe z delom obzidja. Ne? Tako. In veliko hiš je to, tudi v Marčani so nekateri si preuredili hišo in očuvali ta del obzidja v dnevni sobi, pa vi imate kavč naslonjen na obzidju. Ne? Zame je neverjetno, jaz takoj dobim tako energijo, da želim še nekaj. In so te
gospe, predvsem so bile ene gospe, pa tudi naši občani, ki so hodili, so znali, kje so, potrkali na vrata, so to slikali, so opisali in smo zbrali na en flyer, na en depliant, tako letak, bogat, kjer so obeležena vsa vrata, obeleženi ti ostanki v mestu, vidni in nevidni, ker so znotraj. Mi smo si želeli takrat razviti ta projekt na en drugačen način, da bi eventualno tudi uspeli pridobiti na naši strani gostince, ker na južni strani, na južnem nabrežju Pirana, vse gostilne, ki so znane naše gostilne, ne bom poimenovala, vsaka ima kos obzidja in je obzidje iz 13. in 14. stoletja. To je pravzaprav zelo varčna gradnja, dejansko so zgradili. Pirančani so bili zelo varčni, se niso bohotili, kakor sem rekla prej, so urejeno, skromno živeli, in kakor je rekel en pomemben podjetnik 19. stoletja, da denar, ki je rezultat, ki je dobiček, dobijen na koncu leta, se vrže na strop in to, kar se zalepi na strop, lahko delimo mi. To, kar pade dol, na novo se investira. Pietro Vidali, evo, tudi on. Ker se čas počasi bliža koncu, bi vas še vprašala, v sklopu izdanja te knjige ste imeli tudi nekaj vodstev po Piranu, če sem prav zasledila. Ja. Bojo ta še kdaj? Ja, to smo naredili prvi dan, ko je bila predstavitev. Seveda, da bodo za dneve Evropske kulturne dediščine. Kdaj je to? Septembra. Septembra, tako v drugi polovici septembra. In to traja 2 tedna, ti dnevi so posvečeni dediščini in potem moramo zbrati, ko bo izdana knjižica z datumom, točno se bo vedlo. In bodo ti vodeni ogledi dvojezični, eni v italijanščini, eni v slovenščini, tako da evo, tisti, ki bo govoril v slovenščini, bo dobro govoril, kot jaz danes. Mislim, da govorite odlično. Sicer pa me zanima, glede na to, da že kar nekaj časa raziskujete Piran, naj vam zastavim še to nehvaležno vprašanje, saj ste ravno kar izdali knjigo, ali zdaj delate že mogoče na kakšnem novem projektu? Ja, za enkrat je v ospredje počitek in družina in ureditev male moje postrešje, ker ni tako mlado. In veliko je tega materiala, ki sem ga zbrala, ga imam doma. Imam tudi ene obljube, katerim moram zadoštiti. In upam, da mi bo nekaj uspelo še nekaj napisati. V vsakem primeru pa je že gotova, pa ni tiskana, taka enaka knjižica. Sva jo napisala skupaj moja malenkost in gospod Alberto Manzin. Lani je bila dokončana, je že online, je samo v italijanščini. Naslov je Raccontare Pirano, pripovedovati o Piranu, in ima 22 poglavij o Piranu samem, kako je bil v preteklosti organiziran, administrativno, kako je funkcioniral, katere so bile glavne gospodarske panoge, neke take specifike, kar se tiče naprimer obokov, oken in take, ker je veliko zapažati, ko se hodi po ulicah po Piranu. Ta knjižica, teh 22 poglavij, je namenjenih predvsem kot pomoč vodičem. Imamo veliko vodičev in
Danes lahko rečemo, da imamo dosti tega materijala, do pred 10 leti ga ni bilo, ne? Zelo malo. In tudi tale fakulteta turistika, ki skupaj z turističnim združenjem Portoroža organizujeta vsako leto tudi tečaj za vodiče, ne? In te knjigice so tudi del tega materijala in upamo, da bo prišla, da bo tiskana. Tudi italijanska skupnost je obljubila, da bo založila, da bi se to štampalo in prevedlo, ne, v slovenščini, tako da bo na voljo tudi ta knjižica. Nič kaj preveč posebnega, še dodatek, da boljše spoznamo naše okolje. Veste zakaj? Vem, da hočete zaključiti, ampak jaz hočem še en stavek povedati. Pred kratkim sem poslušala preko Primorske kronike zgodbo prebivalcev vasi na robu občine Sežana, Kosovelje. In starejši ljudi mojih let, ki se zavzamejo za ohranjanje, restauriranje, promoviranje svoje vasi. Jih je 70. In smatrajo, da so skupnost. In so začeli postavljati na svoje hiše kamnite plošče z imeni pomembnih vaščanov in napisano, kaj so ti vaščani naredili. Na kamnu. In kamen kot material, ki mora večno trajati. Oziroma, nihče ne verjame več v večnost, ne? Ampak da traja skozi generacije. In ko se hodi mimo, se prebere in to postane del našega spomina. Oni so rekli, je zapisano gensko v naš spomin to, ne? In to hočemo predati drugima in hočemo, da nas to veže, da pripadamo isti skupnosti. In par dni pred mojo predstavitvijo so oni to povedali in sem jih vzela za svoje, ker to je namen, da postanemo skupnost, vsi smo prišli od nekje, ne? In da se čutimo kot skupnost, ki nekaj hoče. In lahko rečem, da zadnja leta vse več se razvija ta duh. Tudi v Piranu. Lepo hvala za ta čudovit zaključek, pa tudi za obisk v našem studiu. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, če bi radi izvedeli še več, mogoče o svojem mestu oziroma o katerem drugem, pa le vzemite v roke knjigo o kamnitih napisih. Potem boste morebiti tudi po Piranu na mesto s sklonjeno glavo še lažje in z večjim užitkom hodili tudi s pogledom usmerjenim navzgor. Da ne rečem celo na turistično obzorje. Lepo se imejte, do naslednjič in se vidimo na Megafon TV.